Vinske gorice, vino, vse je karakteristika tega našega območja. Dolenjska, Posavje, Bela krajina praktično s tem vinom živi. Nenazadnje to govorijo tudi številke. In ne samo to. Gre preprosto za to, da v teh naših bregovih kaj drugega ne bi uspevalo. In da seveda tam nekje znajo zaslužiti z svojim delom, z vinom, tudi cvenk, od katerega živijo potem doma, v družini. In prav zaradi tega bi lahko rekel, mi je ta praznik Martinovega všeč, predvsem zaradi teh družinskih atributov. Dobijo se skupaj, poveselijo se ali pa pojejo slavo vinu. No, in danes bomo pogledali, kako je bilo tudi v zaključkih tega martinovanja. No, nekateri so praznovali Martinovo tako, da so odšli na pohod in tako tudi v Šmarjeških Toplicah. Letos je to že 13. tradicionalni Martinov pohod. Letos nas bo pot vodila na Koglo, to je ta najvišji vrh v občini Šmarješke Toplice. Turistično društvo Šmarješke Toplice organizira skupaj z društvom Vinogradnikom Šmarjeta in upamo, da bomo imeli lep dan, da bomo pokušali dobra vina, mlada vina, nazdravili svetemu Martinu in res lepo se bomo imeli. Kako to, da ste tako športno obeležili Martinov dan? Tako je, ne? Mi smo tudi zdrava, športna, mlada občina in pohod je idealna priložnost, da se tako preživi lep dan. No in prva postojanka že kar tako zares pri vinogradniku. Samo ljubiteljsko, nismo neki profesionalni vinogradniki, ampak v bistvu pa že moj star oče, moj oče in jaz in tudi zgleda, da moj sin naprej, da bomo se ukvarjali ljubiteljsko s tem. In takole praznujete vsako leto Martina? Vsako leto. Vsako leto, ponavadi smo to prvo nedeljo po Martinu, letos je pa tako ratalo, da bomo prav na god svetega Martina, ker to se redko kdaj zgodi, da lahko na sam god imamo tako fešto. Povabimo pa vedno vse trgače, vse prijatelje, delavce, tisti, ki čez leto pomagajo, da se potem malo poveselimo, nekaj tazga spečemo, pojemo in to je to. Ja, tole, kar pripravljate, zgleda lepo. Ja, zgleda pa za pokusiti bo pa še boljše. Kaj konkretno pečete? Svinjske šineke, piščance pa račka. Goske ni letos. Takole pečeno, no kako pa ste spekli letošnjo kapljico? Odlična, sicer ni še tisto, kar bi moralo biti, ampak mislim, da bo ena boljših letnih. Pravijo, da je letošnja kapljica še posebej močna. To bomo zvečer videli, zdaj še ne. Je, močan. Količinsko manj, ampak kvaliteta pa zelo dobra. Predsednika pa smo povprašali, kako je letos dozorevalo. Zelo raznoliko, ker seveda velika višinska razlika najvišjih pa najnižjih vinogradov. Najnižje lege je močno prizadela spomladanska pozeba, višje lege nekoliko manj. Pa kljub vsemu tudi količinsko ena zadovoljiva letina, po kakovosti pa seveda bo zopet eden letnikov, ki se bo zapisal v zgodovino, pa tudi verjetno v kakšno arhivsko polico. Letos ste opravili že prve raziskave, pravite, da je kletarjenje izjemno zahtevno. Seveda tisti letniki, ki je kakovost grozdja zelo na visokem nivoju, je toliko bolj zahtevno kletarjenje. Tako da prva težava, ki je bila že ob sami trgatvi, še posebno za pridelovalce cvička, je bila seveda omejitev glede alkoholne stopnje. Tako da verjetno marsikateri vinogradnik, ki prideluje cviček, bo imel s tem letos težave. Seveda cvički se potem običajno tipizirajo pri drugem pretoku, tam okoli novega leta, tako da zdaj v kleteh, ko prehaja mošt v vino, je še verjetno po sortah, po različnih sodih, potem pa ob novem letu gre to v skupno cisterno kot naš posebnež. Tako da takrat bo verjetno kar nekaj težav, da bomo ulovili te alkoholne stopnje. Sicer pa verjetno zopet izjemen letnik, tako s samim cvičkom kot mnoga druga sortna vina. In kakšna je cvičkova zgodba pri vas?
Morda je ta trenutek zopet se vrnila nekoliko večja poraba ali pa apetiti po belih sortah, vendar cviček ima svojo zgodbo, ima svojo pot, ta nihanja je tudi že v preteklosti velikrat bil deležen, pa je obstal, pa še po tistem, ko je bil v bistvu zelo nizko, se zopet zelo visoko dvignil. Cviček bo imel svoje potrošnike, svoje porabnike, svoje oboževalce, tako kot vedno. Še vedno je na lestvici prodajnih vin v Sloveniji na drugem mestu, takoj za Refoškom, tako da jaz sem prepričan tudi v prihodnje, ne glede na ta nihanja, ki se bo dogajala in te trende, te umestne želje po drugačnih vinih, se bodo še vedno ohranil cviček kot en prav velik posebnež. No in tako kot je običajno, boste Martinovo praznovali v okviru družine. Ta vinogradniška tradicija v družini je že drugo generacijo, tako da seveda ohranjamo to družinsko tradicijo, tudi da se ob Martinu zberemo. Družina tudi, smo razstepeni po celi Evropi, po celem svetu praktično, tako da evo, sestra prihaja iz Belgije, nečak iz Nemčije, vedno se ob tem prazniku dobimo, ne glede na to, kakšna je situacija. Ni vedno tako velika praznična priložnost, da obiščem Belo krajino in kako bi drugače, kot da jo obiščem v času vina, ki je njihov zagotovo največji zavetnik. In tisto, kar je, Belokranjci z vinom znajo. In če kdo, je to družina Pečaričevih. Praktično so že takrat v tistem davnem jugoslovanskem času pridobivali priznanja in skozi jih dobivajo. No in povprašajmo, kako je v tem času pri njih. Martinovo je gotovo čas, ko nekak vinarji delamo analizo, kakšen je bil letnik. In letos, sodeč po vinih, ki se zdaj oblikujejo, bo dober letnik. Sicer količinsko malo slabši, ampak kakovost samega grozdja bila že lepa. In tudi odraža se to v vinih. Ker se na osnovi trgatve pravzaprav začne letnik formirati, trgatev je bila zgodnja. Trgatev je bila zelo zgodna, tako da nas je kar presenetilo, smo mogli kar na hitro se pripraviti. Po drugi strani je bil september izredno deževen, tako da kar čez 20 dni je bilo deževnih, tako da smo lovili tiste ure med dežjem. Ampak grozdje je bilo pa zdravstveno dobro, odlično, tako da smo lahko pol pridelali lepa vina. Seveda zdaj pa v kleti treba vsak dan probati biti čuječ, kajti zdaj so ta vina, mlada vina, zelo občutljiva. Tudi kje kak bekser se pojavi, če nismo pazljivi. Tako da, če se pa pravi čas to ukrepa, mislim, da ne bi smelo biti težav. So pa na terenu tudi težave, ni pa vrelo, ker so bili višji sladkorji, tako da še vedno kdo, ki je pokliče, vpraša, kaj narediti, še sladko vino ta trenutek. No in če kaj se ozrem preko Gorjancev, predikati. Letos ni bilo najbolj naklonjeno za predikatna vina, čeprav nekaj izborov smo potrgali, vendar za kaj višjega je tisti dež septembra kar dosti pokvaril. Ledeno vino bo pa treba še kar nekaj čakati, tako da grozdje dvomim, da bi vzdržalo do teh nizkih temperatur. Ja, pa predikati so pripravljeni na daljše obdobje. Prvo leto niti niso najboljši, šele potem kasneje dobijo tisto najboljšo slastnost, ki vino gre. Predikatna vina so gotovo vina, ki so za dlje časa, tako da tudi v prvem letu ne morejo pokazati vseh tistih svojih adutov. Tako da ta vina imajo 10-15 letno življenjsko dobo in lahko so vse boljše, vsako leto boljše. Martin, pa vi praznujete?
Glejte, vsako leto 12. novembra, to je en dan po Martinu, odpremo vrata in imamo dan odprtih vrat. Ideja je bila že pred 9 leti, da drug dan probamo, kaj je nastalo na Martinovo, ne? Ker do Martinovega je bil mošt, po Martinovem je vino, tako jo pravimo, in takrat ponudimo vsem gostom, naključnim, povabljenim strankam, sosedom, prijateljem, znancem, da pridejo pokusiti to mlado vino. Takrat, ko vinogradnik ustvarja vino in takrat, ko postane kletar, je velikokrat osamljen, pri delih največkrat ne. Pa vendarno, Martin, velikokrat se sprašujem, zakaj ne samo eno vinogradniško društvo v Beli krajini? Lejte, tu smo se v Beli krajini nekako zmenili med društvi vinogradnikov, da to praznovanje malo raztegnemo, kajti veliko turistov tudi prihaja že oktobra, tako da pri nas se začne že oktobra, 3. soboto v oktobru začnemo z nekim martinovanjem in to je praznik Portugalke, mlada Portugalka vabi, kar lepa prireditev, letos je bila že 9. na gradu v Metliki, tako da na samo Martinovo je v Črnomlju, po Martinovem naslednjo soboto pa v Semiču, tako da imamo kar 3 vikende take udarne pokrite, da tudi lahko skupine tam usmerjamo in individualne goste. Velik vinogradnik, naš gost, skoraj da vsako Martinovo. No, in povejte. Letos se zelo hitro obrnilo in tudi letos vidimo, da čas zelo hitro beži, še mesec pa pol, pa bo novo leto. Treba biti v vinograd, delati v vinogradu, ampak kljub temu zdaj, bi rekel, živimo najlepši čas in delamo v kleti. Kletarstvo je najlepši posel v kleti. To se vina filtrirajo, tipizirajo, pokušajo in v bistvu ugotavljamo, kaj smo celo leto delali in tudi kaj nam je narava dala. Narava nam je dala letos dober letnik, ne najboljši, ampak če bi rekli recimo v 10 letih, letnik do 2 so najslabša, letnik do 2 sta najboljša, ampak ta je tam na 8. mestu, 7. mestu, pa v tem letniku prepada, glede na kvaliteto in tudi glede na količino. Letošnjo leto je bilo sušno, julij, avgust zelo suho, v bistvu se je celo vegetacija skoraj zastavila, mladice niso rastle, grozdje je nekako, bi rekel po domače reklo, stalo, mirovalo, ampak to je narava nadoknadila v septembru. V septembru je bilo dosti dežja, sigurno preveč, ampak jagode so se ne pile, tako da smo kleti napolnili, cisterne napolnili, tako da je letnik, lahko rečemo, po mati naravi dober in smo lahko hvaležni Bogu in pa naravi, da smo to, kar smo predelali, tudi spravili v klet. Kako pa boste oziroma martinujete? Mi že imamo to martinovanje kar nekaj let, proti 20 letom že to gre. To je v bistvu zavetnik vina, tako kot je recimo Urban Trtja in dobro je, da imamo nekega zavetnika, da se mu zahvalimo, da mu damo čast in tudi na današnji dan mi vedno naredimo srečanje vseh ljudi, ki pridejo k nam pomagati v trgatvi ali pa tudi na kakšen drug način, se na ta dan zahvalimo jim in pogostimo, probamo novo vino in tako je to neka lepa tradicija in vsak vinar si želi, da bi ta tradicija čim dlje trajala. Mi imamo veliki krog ljudi, od prijateljev do sosedov, do žlahte, ki lahko rečem, da nas moralno in tudi z rokami pomagajo in stojijo za nami, tako da je to sigurno ena lepa garancija in tudi zame in za mojo družino volja do nadaljevanja dela in da lahko rečem, da je to lepo delo, čeprav pa ni lahko.
Vzhodno leblo, tuče polne blo, in vince mi teklo, Majorke samo. In vince mi teklo, Majorke samo. A čepetna pa, odbiti se da, in vince v Majorke po curku kaplja. In vince v Majorke po curku kaplja. Pri Bukovčevih pa martinovanje vsako leto. Smo se spet zbrali naokoli, to je martinovanje, imamo kar smošta kot vsako leto. Moram pa reči, da letošnje leto, kaj se tiče vina, je bilo kar pestro, ker narava je nam naredila v začetku leta nekaj škode, poleti nekaj suše in pol se pa še nismo skupaj odločili z kislinami in pa velikim alkoholom. Vi imate menda svoje razmišljanje o letniku? Ja, tako, bom rekel, povprečje, enega fajn hvalijo, enega malo manj, ampak jaz bom rekel tako, kaj se tiče belokranjskega bela PTP, smo kar dobro bili, uspešni, smo ga zadovoljili s temi frekvencami, da smo dosegli to, kaj on mora doseči. Kaj se tiče pa drugih vin, smo pa bili malo navkriž, ker seveda mi smo dosegli visoke alkohole, vse visoke in s tem smo pa pridobili malo manj arome, ne? Ker na vadnih vinih imamo vso povprečje zadovoljivo, na visokih vinih pa, če gremo realno pogledati, so pa visoki alkoholi, ampak neke arome pa ni in nisem tako zadovoljen kot prejšnja leta, ker se ve, če so vina zelo visokimi alkoholi, pol ne moreš doseči nekih arom. Moram povedati, da naprimer muškač, če ima 100 Exelnov, je zelo različno, če ima 90 ali pa 100. Vreme je bilo naklonjeno, je imelo lepo je bilo vreme in ni dal tiste arome na nos, kot bi mogel dati, ne. Drugače, vino je polno, nima pa še drugih arom, ko bi mogel imeti. No, ampak kljub temu pravijo ostali vinogradniki, z vinom ne bo težav. Bo šlo v promet? Ja, jaz upam, da bo šlo v promet, ampak bomo še videli v nadaljnje, kako se bo obračalo. No, poslušali pa bomo tudi tiste, ki so vino v letošnjem letu že ocenili mlada vina. Naša ekipa je ocenila metliške črnine, modre frankinje od rdečih vin, kar se tiče pa nekaj tudi sortnih posameznih, ampak glavne metliške črnine. Lahko rečem, da glede na težaven letnik, ki je bil, sicer je dal pač tako zrelost, da so barve rdečih vin zelo lepe, temno obarvana vina, vendar kljub težavam, ki so bile v letniku in v predelavi, v sami fermentaciji, moram reči, da sem pozitivno presenečen nad kakovostjo metliških črnin, ravno tako modrih frankinj. Sicer je nekoliko preurano govoriti o neki visoki kakovosti frankinj v tem trenutku, je pa kar nekaj takih, ki so na pravi poti, ki lahko dosežejo vrhunsko kakovost. Trenutno so mogoče malo pregrobe, mogoče edino ena taka opazka, da več pozornosti v sami predelavi, se mi zdi, da so preveč grobi tanini, ki so posledica ali predolge maceracije ali pa preslabe kakovosti drozganja, torej pecljevine. Tako da več bo treba na sami predelavi narediti. Je pa že kar nekaj takih pridelovalcev, ki se poslužujejo biološkega razkisa, kar je pa pomembno pri pridelavi rdečih vin. No in še gospod Vondra, kaj vi menite,
o današnjem ocenjevanju in o današnjih vinih. Kar dolga leta sodelujem v Beli krajini in moram reči, da vsako leto to tudi čast. Tudi zame, ki sem že 40 in več let v tej zgodbi. Lahko pa rečem, da sem zelo navdušen nad današnjimi vini. Res, da smo probali res tista bela sortna vina in vsak vinogradnik, ki se ukvarja z sortnimi belimi vini, ve, kaj dela v vinogradu, ve, kaj dela tudi v kleti. Zato je ta kakovost teh vin v izrednem porastu. Navdušen sem nad laškimi rizlingi. Poglejte, to je bela sorta, ki je v Sloveniji najbolj razširjena. Ampak kolikor jih probam jaz po Sloveniji, kjerkoli mogoče Prekmurju, Štajerskem, ki pravi, da ga imajo še več kot 30%, toliko laških rizlingov ne probam kot pa tu v Semiču. In to zelo dobri, kakovostnih, lahko rečem tudi vrhunskih. Tu je doma tudi sortnost po aromi, tako da od rencev, kernarjev, pa rumenih, sauvignonih, rumenih muškatov, moram reči, da so bile čudovita, aromatika tu razvita, tako da je letnik res dal nekaj svojega. Res, da je bil težaven, pričakovali smo manj aromatike, ampak vinarji so v svojih kleteh potegnili tisti maksimum iz grozdja, ki se ga dal. Poglejte, slišimo tudi o boleznih. Tudi to je, nekaj se dogaja, samo ko sem jaz pred tolikimi leti začel recimo z ocenjevanjem, pa sem se seznanil z vinogradništvom tu na tem koncu, je bilo napak veliko več. Danes je nekaj takih rahlih biksarjev, teh neprijetnih vonjev, ki se dogajajo v mladosti, mladega vina, tako da to se da se odpraviti. Pa malo oksidacij, dobro pa je bilo, da ni bilo cikov teh bolezni, to se pravi, da so vinarji uredili svoje kleti s higieno, da vejo, kaj delajo, ker bolezni so pa res huda zadeva. Te normalne napake, oksidacije, žvepla preveč ali pa reduktivnosti v biksarju, to pa je čisto normalno. Mi martinujemo in praznujemo, vino pa gre na posebno pot. Ja, glejte, zdaj treba vino poslati na pot zorenja, včasih smo rekli šolanja. In to treba, to mlado vino, pravilno odpremiti. Za ne preveliko dozo žvepla ali pa tudi ne za premalo. Z polnim sodom, tako da bo vino naprej zorelo. In to je tista zadeva, 3-4 mesece rabi vino še, da se izoblikuje. To je sama mladost, to so vina iz osnovne šole, če tako rečemo, in morajo iti pravilno na pot nadaljnjega zorenja. Tako da treba zdaj paziti v kleti, da bo posoda kakorkoli polna, da ne bo oksidacij in seveda tistih reduktivnih not beksarja, to pa treba pretok narediti, da teh not ne bo. Pri ocenjevanju pa so sodelovali tudi predstavniki Novomeškega kmetijskega zavoda. Moram reči, da sem izredno zadovoljna, da so vina lepa, tudi sadna, lepo dišijo, aromatiko imajo lepo in pa predvsem, ker so nizke kisline, izjemno harmonična. Tako da Belokranjcev smo poskušali 79 in je zelo majhni odstotek tudi izločitve, nekje v naši skupini okoli 8%, kar je zelo pozitivno in moram reči, da so vinogradniki bili skrbni, da so pravi čas potrgali in lepo pridelali belo vino. Imeli smo pa tudi sauvignone, no tako bom rekla, mogoče smo malo več pričakovali v aromatiki, ampak načeloma so lepi, zdravi, polni, predvsem polni, kar se pozna, da je bilo lepa jesen in prezrelo grozdje. Svetujem, da temeljito preverjajo svoje vino, da ga poskušajo, da ga tudi komu drugemu prenesejo, da ga poskuša, ker se velikokrat sami navadimo na svoje vino in ne zaznamo napako. In zdaj tisti, ki imajo problem z beksarjem, bodo to pretočili, mogoče čez bakreni lijak, malo prezračili in vino se bo lepo oblikovalo, še bo dozorelo in mislim, da tu ne bo nobenega problema z nadaljnjim zorenjem, tako da vina bodo lahko odlična. Predsednik pa se pohvali z velikim številom vzorcev. Ocenjevanje je nekoliko več kot prejšnja leta, je kar čez 300 vzorcev,
kar smo zadovoljni. Tudi kvaliteta je zelo zadovoljiva, torej imamo tudi vrhunska vina. Vesel sem, da je veliko predikatov in pa seveda tudi izrednih letnikov, tako da računamo, da letošnji letnik bo en boljših letov za nazaj. No, vašega martinovanja mi v kmetijski oddaji ne bomo obiskali, ampak kljub temu povejte. Sedaj letos bomo martinovanje nekoliko drugače. Imeli bomo danes na Martinovo, imamo to ocenjevanje. Zvečer seveda po zilencah, tako da smo pustili vsakemu vinogradniku, naj se martinuje doma. Naslednji teden, naslednjo soboto bomo imeli pa svoje uradno podelitev priznanj v sklopu praznovanja jeseni v Semiču, tudi ocenjevanje, degustacije in malo zabave ob glasbi, tako da bo tudi to zaključek martinovanja prijeten. No in vinska kraljica bo povedala nekaj o martinovanju. Ja, je neka tradicija, ki jo moramo nadaljevati, spoštovati. Lepo je, da se zberemo v takem velikem številu, da počastimo delo vinogradnika, poskusimo njegov trud in pa tudi na nek način damo subjektivno oceno na vino, da vinogradnik ve, pri čemu je, če je dobro, če ni. In mislim, da to tudi njemu veliko pomeni. No in znotraj te vinske zgodbe je vaša naloga kaj? Moja naloga je promocija belokranjskih vin, vinogradnikov, turizma in vsega ostalega, kar gre zraven. No, če kaj, potem gre čast in slava našim vinogradom pa marljivim ljudem. In lahko rečem, da z vinom je res lepo. In najlepše je to, da Dolenjska, Posavje in Bela krajina bo še dolgo vrsto let praznovala tega našega patrona Martina. Rekel sem že, da ne vem, kaj bomo počeli, ko bomo imeli polne žepe cvenka. Če ga bomo imeli vsi, zagotovo ne bomo mogli kupiti tiste dobre kapljice, ki je pridelana v znoju za žulji rok, ki ima v sebi skrito tako veliko ljubezen, kot se reče vinogradnikova ljubezen do vinske trte in vina potem na koncu. In prav zaradi tega je Martin s svojo skromnostjo tisti zavetnik, ki mu gre pravzaprav vsa slava. Nalijmo si ga, popijmo do dna, saj vince je žlahtno in zdravje nam da. Saj vince je žlahtno in zdravje